Pozdravljeni. Spremljate oddajo Lokalne volitve 2022 z Megafonom. Naš današnji gost je ponovni kandidat za župana občine Piran, gospod Ženjo Zatkovič, ki kandidira z podporo Zveze za Primorsko. Gospod Ženjo, pozdravljeni. Pozdravljeni, lep dan vsem. Povejte mi, kako je biti župan? Ja, dobro vprašanje. Ne vem, kje bi se ga lotil. Tako kot sem večkrat že povedal, župan je, bom rekel tako, lepa titula, lep naslov, vendar je poštenemu županu zelo težko. Sploh zaradi tega, če je župan, ki želi ohraniti načela, se pravi moralno-etična, če se drži pač nekih svojih, dajmo reči, principov, če tako rečem, in če govorim v pravnem smislu, želi za vsako stvar imeti pravno podlago. To smo od vsega začetka nekako skušali unesti kot, bom rekel, ne noviteto, ker to bi bila malo preveč provokativna, dajmo reči, beseda oziroma izraz, ampak želel sem, da pač za vsako stvar nekako imamo pravno podlago in pa seveda tudi finančno konstrukcijo, torej proračunsko postavko za določen projekt. To mislim, da nam je kar uspelo. Po drugi strani je županu težko, ker po neki, bom rekel, po nekem nasvetu, če tako grdo rečem, ulice, ker delati neko selekcijo med zaposlenimi. Moram povedati, da so na občini zaposleni zelo kvalitetni kadri, tako da tu ne moreš kar iti, bom rekel, se iti nekega populizma, ampak moraš to delati, bom rekel, zelo filigransko. Učitelji so nam, da pač nismo naredili tistega, kar smo pač v začetku obljubljali, torej, da nekako kader presvežimo in tako naprej. Jaz moram reči, da v 4 letih smo zamenjali 3 oziroma celo 4 direktorje občinske uprave. Zamenjali smo tudi na, dajmo reči, sektor gospodarske družbe in turizem, sektor, se pravi, okolja in prostora, torej vodje. Potem investicijsko službo smo tudi praktično zamenjali vodjo, ampak tu ne gre za neko za nek grob poseg nekomu pač pokazati vrata ali kakorkoli. Daleč od tega. Mi smo tem ljudem, ki so zame tudi zelo pomembni, saj so praktično enciklopedija te občine in je to v njih, praktično v njihovih glavah nekakšen historiat te občine in karkoli te ljudi vprašaš, ti vedno lahko podaja kvaliteten, se pravi kvaliteten material oziroma kvaliteten podatek, s katerim potem logično operiraš. Torej, kaj hočem povedati? V kadrovskem smislu smo presvežili zadevo, tem ljudem v bistvu namenili, dajmo reči, eno tako častno vlogo kot svetovalec in postavili pač na čelo urada mogoče mlajše ljudi, ki so imeli prej te aspiracije, da bi nekega dne to postali. To smo tudi naredili in mislim, da je ta tranzicija bila zelo uspešna, ker se jaz želim s temi ljudmi še vedno, bom rekel, lepo, dajmo reči, sodelovati. Zdi se mi, da je to ključno na občini. Če ni timskega dela, če ni tega sodelovanja, če ljudje ne čutijo, da jim je župan naklonjen oziroma da jih podpira, potem je tudi padec same efektive, ljudje niso potem stimulirani več. Jaz sem vedno želel od samega začetka s temi ljudmi vzpostaviti prijateljske odnose in mislim, da mi je to tudi uspelo. Torej, na začetku smo pač imeli to ambicijo, da bi res presvežili to zadevo. Nisem pa tikal nikoli, od samega začetka je bilo tudi nekdo imel željo, da bi pravno službo zamenjali. Jaz pa pravim tako. Pravna služba je tista, ki je nekako garant tistega, kar jaz govorim, kar jaz želim vnesti v svoje delo. Se pravi, pravno podlago in pa vse te zadeve, ki nekako govorijo o zakonitosti in pa, se pravi, o legalnosti vseh mojih potez. Pravna služba, kjer so punce na zelo visokem nivoju, zelo izobražene, poznajo svojo materijo, lahko same potrdijo, da smo mi vnesli dosti novega, da nismo šli nikoli po robu, bom rekel po pravnem robu, ampak da smo bili vedno znotraj. Tudi jaz sem sam rekel, punce, vsako stvar prosim parafirajte, zato da smo na varni strani. Vedno sem povedal, včasih se nam zgodi lahko, da nam kdo hoče mogoče za kakšno stvar izvesti revizijo. Želim, da če kdo naredi revizijo, da smo na varni strani. In to smo počeli od vsega začetka in mislim, da so ljudje tudi znotraj občine videli, da sem kot župan dobrohoten, da mi je mar samo za skupnost, da nimam lastnih interesov, ker me to dejansko niti ne zanima. Kaj pa z osebnega vidika? Je recimo vaše življenje potekalo lepše, preden ste se podal v politiko na tej ravni, ali je dejansko, ne vem, vam predstavlja večje breme ali izziv županovanje? Tudi zelo dobro vprašanje, ker dostikrat tehtam, če mi je bilo tega treba. Po drugi strani imel sem svojo, pač, dajmo reči,
delavnico, če se tako izrazim, fotolaboratorij, v katerem sem pač služboval kot samostojni podjetnik in sicer 22 let. Po tej plati sem imel vedno dober feedback, če se tako izrazim. Imel sem svoje stranke, vedno sem zagovarjal tezo, da je podjetnik, dajmo reči, brez svojih strank nula, ne, to sem vedno govoril. Torej, neko uspešno zgodbo podjetnika praktično definirajo njegove stranke. Brez strank, kot sem rekel, brez svojega kapitala oziroma največjega kapitala, ki ga imaš kot bom rekel, samostojni podjetnik, so tvoji ljudje. To so kot rože, ki jih moraš zalivati. Kontinuirano, to je proces. Če se ti stranka vrne, verjemite, da je to v bistvu z moje strani bilo vedno tretirano kot dar. Na taki osnovi sem prosperiral 22 let. So z tega vidika tudi te volitve, na katerih prvič ponovno kandidirate, torej z pozicije župana, na nek način test, torej če se bojo ljudje vrnili, kot so se vračali k vam, ko ste bil fotograf oziroma podjetnik? Točno tako, tudi to je dobra postavka, dobro izhodišče. Glejte, prve volitve sem dejansko dobil zaradi tega, ker sem kot fotograf v Piranu vsaj enkrat slikal skoraj vsakega občana, ker je prišel k meni pač izdelati fotografije za dokumente. Ne. Torej, sledil sem nekaterim mlajše generacije, recimo od dojenčka do, dajmo reči, osnovnošolca, do mogoče tudi v 22 letih so ti ljudje, otroci odrasli in potem tudi obiskovali srednje šole že, ne. Tako da ogromno tega sem imel praktično v ljudeh in verjamem, da je tudi ta podpora ostala. Poznajo me kot, bom rekel, solidnega človeka z vrednotami, delal sem svoj posel mirno in pač moram reči, da so mi prve volitve, glasovi teh ljudi, po mojem, ključno nekako pretehtali v mojo prid. Ne. Povejte mi, na kaj ste v iztekajočem se mandatu najbolj ponosni kot župan? Najbolj ponosen sem na to, da glede na to, da smo imeli zelo velike težave s koalicijo. Zakaj? Uspešnega župana definirajo, se pravi, izvedeni projekti. Izvedene projekte lahko izvedeš, če imaš trdno koalicijo. Brez trdne koalicije se v bistvu dejansko večji del mandata mučiš, tako kot sem se mučil jaz. Ampak odločil sem se zato, ker smo ljudem obljubili, da bomo spravili korupcijo da jo bomo izničili, da ne bomo favorizirali nikogar, da ne bo šlo več za klientelizem, ampak da bomo šli strogo iz tega razloga, kot smo obljubili, v neko novo paradigmo, če tako rečem, katere smo se od vsega začetka tudi skušali držati. To je pripeljalo do tega, da sem se z nekaterimi v stranki tudi močno skregal. Ne. Oni so sestavili neko koalicijo 16, ne, kjer so mi pač nekako oponirali, češ ali pa pogojevali s tem, da prvi proračun ti bomo podprli, če boš iz njega izključil kot postavko izgradnje zdravstvenega doma. Jaz sem se temu uprl, sem rekel, ljudje božji, tega ne morem narediti, ker kako bom pogledal ljudem v obraz. Torej, dajte mi možnost, da spravimo zdravstveni dom do konca, ker je to bilo pač, bom rekel, temeljni kamen, je bil začet v mandatu gospoda Bosmana, se pravi mojega predhodnika. Oni so ta projekt štartali, očitali so mi potem, bom rekel, tudi moji, da je zdravstveni dom predrag. Jaz sem rekel, narejene so 3 revizije, postavke so, rekel, narejene čisto realno, po izračunih. Tako da jaz sem bil zagovornik tega projekta in nikako nisem mogel pristati na to, da bi mi nekdo izsiljeval in da bi potem na koncu še spravil zdravstveni dom iz proračuna, kar je bil, rekel, kot projekt ena glavnih komponent. In, rekel, tudi zelo sem zadovoljen, da smo to peljali do konca. Je pa res, da davek za to bil izstavljen in sicer tako, da so ti moji, rekel, glavni podporniki postavili v bistvu tako zadevo, da so iz podpornikov se prelevili v največje oponente in dejansko v 4-letnem mandatu sem imel z njimi največ opravka in tudi največ težav. Mandat ste kljub temu pripeljal uspešno do konca, se pravi tudi projekte ste uspel realizirati, zagotoviti podporo v občinskem svetu. A to pomeni, da vam bo glede na to, da kandidirate za župana, vaša lista je pa bila zaradi administrativne napake zavrnjena, da vam ne bo tako težko, kot bi bilo, če ne bi imeli te izkušnje vladanja brez vnaprej zagotovljene večine v občinskem svetu? Tako je, tudi izredno dobro vprašanje, ključno, jaz bi rekel relevantno. 4 leta mojega mandata me je v bistvu zelo ojačalo
Seveda, zato ker mi ni pač odplakano. Ne. Torej, razumem vse politične finte, če se tako izrazim, ves ta management, ne, kjer praktično moraš gledati, da imaš neko koalicijo, ki je konstruktivna. Mi tega nismo imeli, kot pravim, in zato v naslednjem mandatu računam, da bomo koalicijo formirali tako, da bo čvrsta, da ne bo kilava, tako kot je bila ta zadnja, ki ni bila niti podpisana, ker pač svetniki niso hoteli podpisati nobenega dokumenta, tako da jaz niti sam ne vem, kako sem peljal ta 4 leta. Imel sem samo enega svojega svetnika, ki je stal iz stare opcije, torej GZOP-ja, mojega podžupana, tudi Karla Radovca, ki mi je bil lojalen. Vse drugo je bila neka koalicija. Cenim in spoštujem ljudi, ki so jo tvorili, ne, ampak nič konkretnega, nič zabetoniranega, nič na papirju podpisanega. Ne. Torej, zelo težko je bilo in zato sem bil vedno mogoče tudi tisti, ki je zadevo delal, kako bi rekel, skozi v rokavicah, kar je pač potrebno. Držati tako koalicijo skupaj, moraš delati v rokavicah. Torej, ne dviguješ glasu, ampak se zaneseš vedno v vsaki situaciji na moč argumenta. Ne. Nisem avtokrat, sem demokratična oseba in želim tudi v občinskem svetu, tisti, ki ste sledili, sem želel pač eno tako spravno politiko voditi, kar je pa nekomu, rekel, šlo ravno v nos in me je tudi iz tega razloga želel, ne, spraviti iz tako imenovanega prestola. Ne. To je, če se nadovežem na tisto vaše začetno vprašanje, ključna, rekel, za uspešen mandat je močna koalicija. Ne. Zato so tudi imena, kot so gospod Janković pa gospod Popovič, nekako, ki je bil na oblasti 16 let, sinonim za uspešne župane, ravno iz tega razloga, ker so vedno imeli močno koalicijo. Z močno koalicijo greš lahko na konec sveta. Ja, v končni fazi, če je koalicija premočna, to postane glasovalni stroj in toliko je učinkovito lahko, da je že škodljivo. Tako je. Povejte mi še, vaša zmaga pred 4 leti, ne, in takrat gibanja za občino Piran, v imenu katerega ste kandidiral, je vnesla v bistvu nek svež veter v obalno, tudi v piransko politiko, oddaljila v bistvu, bom rekel, prve preference občanov od uveljavljenih političnih strank. Se ne bojite, da bo ta, bom rekel, razcep vaše poti in poti gibanja za občino Piran vsako v svojo smer, mogoče vrnil Piran zopet v roke nekih, bom rekel, starih, etabliranih, uveljavljenih političnih strank? Še eno izredno dobro vprašanje, zelo aktualno. Tudi jaz razmišljam predvsej o tem. Glejte, jaz se ne bojim nikogar in ničesar. V 4 letih sem pokazal, kaj je moj kor, kaj je v bistvu moja korenina, da so to moralno-etične vrednote. To sem tudi, kot pravim, 4 leta nazaj smo naskakovali ta bastion, bom rekel, ne, ene etablirane stranke. Uspešno smo ga osvojili. V 4 letih smo iz tega bastiona tudi ustvarili neko kredibilno občino ali pa neko občino, kjer vladajo moralno-etične vrednote in v bistvu kot tako na teh volitvah tudi nekako branimo. Torej, ne bojim se nikogar. Moja izkušnja je tako enormna, da mislim, da mi nihče ne more nič, še posebej ne nobena etablirana stranka, ki ima, bom rekel, že neko konotacijo neke stare politike, ki je že pred 4 leti bila kot taka percipirana strani večine volivcev, torej pase. Boste na volitvah nagovarjali kakšno novo skupino volivcev, glede na to, da se bodo glasovi recimo tiste večine, ki vas je izvolila, verjetno cepili na več opcij? Glejte, jaz upam še vedno, da imam tisto bazo svojih strank, kot vedno pravim, strank v smislu customers, kot rečejo Angleži. Torej, te ljudi imam jaz vedno še, kako bi rekel, v nekem odnosu. Vidimo se, srečujemo se na cesti. Jaz grem vsaj 2-krat na teden, se pravi iz Lucije do Pirana peš in marsikoga srečam. Tako da jaz mislim, da večji del te volilne baze, ki sem jo imel, me tudi v tej ediciji volitev, se pravi, podpira. Na nek način lahko tudi vidim ali pa skozi grimase na obrazu vidim lahko, kdo mi je naklonjen, kdo ne. In moram reči, da po večini vidim, da je pač teh ljudi precej. Ne bi pa, bom rekel, da je to objektivno mnenje, to je zgolj moje subjektivno mnenje, ampak nek občutek pa le obstaja, ne. V Piranu kandidira največ županskih kandidatk in kandidatov izmed vseh 4 priobalnih občin. V čem je skrivnost Pirana, da je toliko ljudi se želi v bistvu poskusiti postati župan oziroma županja? No, to je točno ta, bi rekel, moja titula, ne, kot če je v Piranu fotograf lahko župan, pa smo lahko vsi, ne. Veste,
To je napačna percepcija, ker jaz tudi pravim, ko smo v začetni fazi, ko smo formirali šele stranko, jaz nisem nikoli pač se izpostavljal kot županski kandidat. Ne. Jaz sem bil vedno nekdo, ki je rekel, naredili bomo platformo zato, da bomo dali nekoga šolanega intelektualca, ki bo praktično nas kot GZOP, kot gibanje za občino Piran tudi predstavljal. Na koncu je moj takratni, dajmo reči, soustanovitelj Slavko Franca na prvem kongresu 19.7.2018, ki smo ga pač skupaj organizirali v auditoriju, sam zadevo prekinil in je rekel, ne, nikogar ne bomo izvolili za župana, tukaj ga imamo. Ne? Torej, pokazal je name. Jaz sem že takrat rekel, da nisem bil mišljen za to funkcijo, ne? In če že, glede na to, da so nekateri insistirali, tudi, bom rekel, iz audienca, ne, so rekli, ne, a boš ali ne boš, reci, zdaj se tlele izrazi, ali boš ali ne boš. Ne. In jaz sem rekel, ne morem se tako postaviti za župana, ker nisem bil mišljen za to, ampak če bom dobil vsaj 200 glasov podpore, se bom pa z velikim, bom rekel, veseljem oziroma v čast mi bo, če se bom lahko predstavil kot pač županski kandidat te stranke. To je velika čast, vendar morate verjeti, da imam jaz pač izobrazbo srednje šole. Sicer sem naredil tudi izpit za 3. častnika stroja, ampak nisem nikoli več potem po 2 ladjah tudi plul. Tako da jaz nisem nek intelektualec v smislu, da sem visokošolsko izobražen ali pa da imam fakulteto. Nimam je, ampak pač imam pa življenje tako zelo pestro, da marsikatero področje dobro poznam, dobro vladam. Ni pa to merilo, se pravim, ne. Jaz se ne prodajam za nekega intelektualca, ker tudi nisem. Poznam pa Piran tako dobro poznam uzance, tradicije teh ljudi. Psihološko mi je jasen vsak, ki pride, bom rekel, pred mene in njegov izraz na obrazu mi pove tisto, kar je zame relevantno in ga potem kot takega tudi tretiram. Ne. To so v bistvu izkustva, to so kilometri, kot rečejo drugače. Ne. In zdaj po 4 letih sem pa že v bistvu tako suveren, da ne vem, če ima kdo sploh tako kvaliteto, bom rekel, izkustev, da bi lahko mogoče, ne bom rekel, bolje vodil od mene najbrž tudi, ampak kdo bi to bil v tej miriadi kandidatov, kot ste sami izpostavili, ne, pa dejansko ne vem. Ne. Vsi kandidati so na nek način kvalitetni, vendar, veste, na taki poziciji je treba imeti balans. Ne. In to je glavna komponenta. Moraš biti 360, bom rekel, orientiran. Boljše je, da si povsod po malem prisoten, v smislu, da poznaš več nekih sektorjev, ne, in da se iz tega potem dobi tisto, kar je dejansko primerno ali pa mogoče najboljša komponenta za vodenje ene občine. Ne. Torej, če prav razumem, vi ne izključujete v primeru zmage sodelovanje z nikomer, ki se uvrsti v občinski svet, ali imate tudi neke kriterije, na podlagi katerih obstaja možnost, da s kom ne bi želel sodelovati? Glejte, politično nezrelo bi bilo, če bi vnaprej povedal, s kom bi sodeloval in s kom bi ne. To je kardinalna napaka marsikaterega našega slovenskega politika, to se pač ne počne. Ne. Po drugi strani morate verjeti, da se je v Piranu formirala v bistvu neka bipolarnost, če tako rečem, ne, 2 pola, ne, ki so pa pač že nekako definirana. Jaz zdaj tukaj ne bi tega sploh izpostavljal, vendar mislim, da se bojo v teh volitvah pokazala se bo ta razklanost 2 polov. Eni bodo zagovarjali, bom rekel, v navednicah nekatere stare struje ali pa stare sile, ne. Nekdo bo pa zagovarjal neko novo, bom rekel, opcijo ali pa paradigmo politično, če se izrazim, ki bo zagovarjala napredek, se pravi v smislu, da gremo preko, se pravi vrtičkov, torej ne zagovarjamo, ni nam imperativ strankarska dobrobit, ampak dobrobit skupnosti. Teh je kar nekaj, ker vidim, da v dikcijah, ki jih imajo pač moji protikandidati, vsi govorijo tako sicer precej populistično, ja, mi moramo delati za skupnost, veste, ne smemo delati za skupinice, ne smemo delati za peščico. To govorim že 4 leta in to se vidi. Vsaka moja v bistvu gesta, vsak moj manever je v to smer. Vedno pravim, moramo zagovarjati javni interes, tudi privatnega, ampak tu mora biti balans. Ne smemo nikogar zavirati, mi moramo praktično narediti občino, ki ima dobre izglede, ki ima dobro platformo, da lahko prosperira. Kaj pa bodo konkretne prioritete v vašem drugem mandatu, če ga osvojite?
Torej, kaj bo na vrhu seznama prioritet? Glejte, hvala za to vprašanje. Ne bi imelo v bistvu smisla, če ne bi omenili tega. Glejte, 4 leta je relativno kratek mandat. Če spet vzamem za komparacijo gospoda Popoviča, ki je bil v Kopru 16 let, je vedno to neka referenca, ki jo jemljemo za, glejte, kaj pa Popovič naredil. Da, z vsem respektom, veliko, vendar v 4 letih praktično narediš bore malo, ker se prve 2 leti učiš, druge 2 leti razumeš in praktično na koncu že spraviš toliko projektov v tako fazo, da je, kot se radi jaz izrazim, ready to go. Torej, mi imamo v bistvu prioritetne 3 programske komponente, in sicer stanovanje za mlade na Košti. Tu je bila povezana severna obvoznica, ki so jo krajani Sečovelj enostavno zahtevali, če hočemo vzpostaviti tam neko gradbišče, kjer bi nastali novi stolpiči za mlade družine, moramo najprej porihtati, se pravi, dovozno pot, torej severno obvoznico, ki jo pač mi nismo izvedli tam, kjer je bila najprej nekako mišljena, torej po kmetijskih zemljiščih, ker nam je bilo žal kmetijskih zemljišč. Našli smo neko varianto, ki se je nadovezala na že neko staro obstoječo pot, ki bi jo potem razširili, dajmo reči, opremili tudi z, se pravi, pločnikom in pa svetilkami in pa tudi z ločeno kolesarsko stezo. To bi bil en projekt, ki bi praktično res na eleganten način pripeljal kamione do gradbišča, tako da ne bi motilo potek Sečovljanov, to se pravi, starši vozijo na vse zgodaj, otroke v šolo, grejo v službo in imajo samo tisto centralno aorto, bom rekel, edino cesto, ki pelje čez Sečovlje. Če jim še to, dajmo reči, z nekimi kamioni onemogočimo, ker ni izogibališč, se potem kvaliteta samega življenja v tem kraju zelo poslabšane. Nismo tega želeli narediti, prisluhnili smo željam ljudi tam in smo šli v severno obvoznico na malo drugačen način. Tu nam je pomagalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, takrat nismo našli solucijo, potrebno je odkupiti še 2 parceli in imamo zelo, recimo, izdelan ta projekt, kako bomo gradili te stolpiče. Stolpičev je zaenkrat nekako v planu več, ne samo en stolpič s 22 stanovanji, ampak mogoče tudi 3, ne. Tako da tu bo za mlade družine kar nekaj tega. Imamo pa intenco tudi graditi za naše starejše občane, in sicer varovana stanovanja, ne. Tako da to so, kar se tiče stanovanjskih novih kapacitet, tiste zadeve, ki so tudi naš imperativ, ne. V 4 letih smo pripravljali teren za to, ne, in zdaj so ti projekti ready to go. Druga stvar je, kot sem rekel, kot pravim, stanovanjski del imamo še tudi izredno dobro izdelan projekt, kjer bi želeli, da se zaščiti tudi naše podeželje, in sicer, da se stare hiše upadni, 9 jih je, ne, da bi to dali na nek način mladim družinam, ki bi pač z nekim točkovanjem prišli čim bliže, da bi potem ohranili tudi na nek način kulturno dediščino našega podeželja, ki je izrednega pomena. Padna, moram reči, da se je tudi izredno razvila, zato je tudi, dajmo reči, zaslužen Denis Goja, ki je predvsej delal na tem projektu. Vidite, da se čez oceanke, ki se v Kopru vežejo, so potem ti ljudje odpeljani v Padno, kjer se enostavno nekako imajo lepo, ker je tam dejansko mir, pa tudi okusijo naše kulinarične dobrote, naša vina, in to je, bom rekel, za naše podeželje zelo močna komponenta. Samo dovolite mi, da povem še tri pomembne komponente, tako kot sem rekel, se pravi izgradnja stanovanj, izgradnja varovanih stanovanj, stanovanja v Padni, kot sem rekel, in pa obnova starih v samem historijskem jedru Pirana, ki želimo, veste, so stanovanja, ampak niso za bivanje. Torej, želimo jih restrukturirati, želimo narediti en refreshment teh stanovanj, ampak na nivoju. Ne karkoli, samo tako, da je nekaj sklamfano skupaj, pa damo noter človeka. Torej, boste obnovili zato, da si, bom rekel, lokalno prebivalstvo lahko najame ta stanovanja. Točno tako. Potem imamo projekt, sami veste, tudi infrastrukturni projekt, kjer povezujemo spet podeželje, torej Novo vas in pa Sveti Peter s kanalizacijsko infrastrukturo. To smo obljubili in to želimo tudi narediti. Narejen je neki elaborat, ki predvideva, kako se bo to naredilo. Tam, kjer je možno, bomo povezali z kanalizacijsko žilo, tam, kjer pa ni možno, bomo pač namestili male čistilne naprave, ne. Ko ste govorili o Padni, projekt se nam je zdel tudi tako zanimiv na televiziji. Kolegice in kolegi iz Pregleda tedna so v bistvu tudi pripravili, mislim, da 14. prispevek o tem. Zanima me, bo ta način reševanja stanovanjske stiske mladih predvsem
se ga bo reševalo tudi izven Padne na ta način, ali je to samo nek pilotni projekt, na podlagi katerega se boste odločali za naprej? No, tudi dobro izhodišče, seveda. Mi smo bili v Padni, se pravi, z krajani, smo se o tem projektu tudi pogovarjali in smo ga želeli pač predstaviti, kako bi bil koncipiran, ne. Ljudje so to vzeli tudi kot nek pilotni projekt, ki, če bo uspešen, bo lahko nekako dobra referenca ali pa dobra praksa tudi za druge, ne. Zakaj pa ne? Na koncu koncev imamo naše podeželje, ki ga je treba ohraniti, ki ga je treba držati, kako bi rekel, s tem povezovanjem nekako kot komponenta te naše občine. Imamo 8 krajevnih skupnosti in je treba delati za te ljudi. Jaz pravim, moj predlog je tudi to, da se jim da več denarja z proračuna. Zdaj imajo namenjenih 15.000 evrov, kaj češ narediti s 15.000 evri, to ni praktično nič, ne. Neko zamenjavo ali pa neko adekvatno nadomestilo za tisti projekt, če se spomnite, ki smo ga nekako forsirali kot neko noviteto, takrat govorim o participativnem proračunu. Jaz mislim, da se to da tudi drugače narediti, ne? In sicer se krajevnim skupnostim nameni praktično več sredstev in potem znotraj neke krajevne skupnosti ljudje sami odločijo, kaj bi želeli narediti. Če je projekt, ki presega, dajmo reči, ta budžet, ki ga mislimo nameniti, se pa pač tako in tako občina s temi ljudmi pogovarja in se ugotovi, kaj so prioritete in se potem tudi v proračunu ta sredstva zagotovi, ne. To mora biti normalna praksa in mislim, da smo kar dobro s temi krajani, dajmo reči, vse krajevne skupnosti dobro sodelovali, tako da morate povedati, da je v proračunu občine, kljub temu, da se sliši 30 milijonov precej, ne, imaš na koncu, ko vse transferje, ko vse zavode porihtaš, ko vse plače pač nekako podeliš, vidiš, da ostane investicijska denarja bore malo in to je med 6 in 8 milijoni. Ne. Tako da tu je potrebno, zato smo tudi naredili, močno smo pojačali sektor oziroma ustanovili smo, dajmo reči, prav urad, ki govori o temu, da smo tudi vidi se v rezultatih zadnjega leta, ko smo ta urad nekako ustanovili, koliko evropskih sredstev smo že uspeli počrpati, ne. In tu vidimo nekako, bi rekel, večji del naših financ, ne samo tistih 6 do 8 milijonov, o katerih sem govoril, ki nekako ostanejo v samem občinskem proračunu, ampak je treba znati izdelati elaborat, treba je znati na nek način prepričati Evropsko komisijo, da nam potem ta sredstva tudi nameni. Za konec, ker naj priganja čas, morava se pa še dotakniti, glede na to, da gre za piransko občino, tudi turizma. Vprašal bom tako, a vidite ta razvoj, pospešen razvoj turizma na hrvaški strani meje, v Istri, kot nek izziv in spodbudo za vašo občino ali bolj kot nevarnost za turistični segment v njej? Glejte, hrvaška obala je z infrastrukturnimi projekti postala evropska plaža. Tu so zelo strateško Hrvati naredili velike projekte in sicer prvi v Istri. Y je Hrvaško praktično povezal z Evropo. Sploh Istro kot regijo, ki je kot brand tudi predstavljena, v bistvu kot samostojna regija. Po drugi strani, če gledate od Reke do Dubrovnika, imate novo aorto, ki povezuje praktično od Istre do skoraj, dajmo reči, skrajne meje Hrvaške, torej do Dubrovnika, z avtocesto, ki je, če smo se prej po jadranski magistrali cjazili od tu do Zadra 4-5 ur, si danes v Zadru v 2 urah tik-tak. To pomeni, da se čaka gradnjo hitroceste do Dragonje? No, to je bilo rečeno na zadnjih, dajmo reči, seansah, če tako rečem, z Ministrstvom za infrastrukturo, kjer smo dorekli, da ne želimo, da se dela vmesne aorte, ampak da se gre najprej praktično na traso Šmarje-Koper-Dragonja, oziroma Koper-Šmarje-Dragonja, tako, da se najprej za garancijo, da ne bi kdo počel, bom rekel, ne bi zganjal neko devastacijo prostora, ker mi, ko smo delali OPN, smo šli v vsako krajevno skupnost, želeli smo vedeti, kaj ljudje mislijo tudi o cesti. In so nam nekateri strogo preprečili, bom rekel, izgradnjo hitre ceste, ki bi potekala skozi Strunjansko dolino, skozi recimo Dragonsko dolino, skozi Padno, recimo, ki poteka trasa tako, da nekako tista kvalitetna zemljišča, kmetijska, nekako s tem tudi kontaminirane. In ljudje niso za to. Tako da je treba biti, če smo tukaj, če imamo mandat, da zagovarjamo interese ljudi, potem jih moramo tudi v praksi. Ne moremo eno misliti, drugo govoriti in tretje delati. Torej, mi smo tu zato, da izvajamo tiste projekte oziroma tiste želje skozi projekte, ki bojo nekako zadostili potrebam ljudi. In to počnemo. Hotel sem povedati, kako pomembna je tale prelomnica zdaj, če greš Hrvaška v Schengen.
je to za nas izrednega pomena, ker bo praktično ta meja tukaj dosti bolj, ne morem reči, pretočna, zaradi tega, ker mi absorbiramo ves ta naval, se pravi to invazijo turistov iz severne Evrope, ki tranzitira po našem teritoriju in gre na Hrvaško, mi praktično to absorbiramo in se na naših mejah ustavi večina teh vozil, ne, zato ker je, hvala Bogu, meja, ne, ali pa tudi ne, in onemogoča našim ljudem normalno življenje. Jaz imam nekaj sorodstva tudi v Svetem Petru in sem doživel to, da sem na nedeljo, na dan nedelje moral dvakrat obiskati Sveti Peter. Katastrofa, rabil sem 4 ure. In si skozi to mojo izkušnjo predstavljam ljudem življenje ljudi na vsakodnevni bazi. To je nedopustno. Schengen bo pa v bistvu ta vozom nekako omehčal in bomo imeli tudi iz tega razloga bolj pretočno mejo, kar bo nekako dvignilo nivo kvalitete tam živečih ljudi, česar se zelo veselim. Še eno zadevo bi pa želel povedati. Glejte, prej ste me vprašal, v kakšno smer bo šel razvoj piranske občine. Piranska občina ima danost, se pravi, veliko danost, ki je kot komponenta nekaj, kar ne moremo spregledati. Torej, morje je tako pomembno za našo občino, ne vem, če je sploh kaj bolj pomembno kot naše morje. Torej, imamo danosti, da se lahko naša občina razvija ne samo v kulturni turizem, ampak tudi na najvišjo, bom rekel, v najvišjo 5. zvezdico turizma, ki je zdravstveni turizem. Mi imamo, se pravi, v Piranu sonce morje, ki deluje tudi terapevtsko. Dosti ljudi prihaja v našo občino tudi zaradi tega, ker imamo turizem, ki bazira na termalnih vodah, torej spa centre in tako naprej. To bomo pa letos še nadgradili in sicer v Piranu na bivšem prostoru bolnišnice Medikor podružnica nastaja v Piranu. Nastaja en tak, bom rekel, hotel zelo visoke kategorije, ki bo omogočal ljudem po operaciji ali pa ljudem s kardiovaskularnimi težavami možnost rehabilitacije oziroma možnost bivanja v Piranu v neposredni bližini morja. To je taka pridobitev, v katero mi moramo nekako kot občina, ki se želi razvijati, ki želi ponuditi nekaj več, ne, praktično tudi zdravstveni turizem, kar v svetovnem merilu sega na najvišje mesto. Torej, 5. zvezdica našega turizma, zagotovo jaz kot župan vidim, da bi se lahko mi tu razvijali. Torej, gre za zapolniti tisti del leta, ki mu rečemo hibernacija, torej tistih 5-6 mesecev in sicer od novembra nekje do marca, ne. To je ta tunel, ki ga v Piranu zelo, zelo težko ljudje doživljajo in preživljajo, ne. Tako da mi moramo ne samo s kongresnim turizmom, ki je bil že dobra intenca, ne, in se je tudi prijela, ampak mi moramo večji del leta z vsebinami pokriti. Jaz smatram, da ena od teh kvalitetnih in pa konkretnih vsebin je tudi zdravstveni turizem, ki ga moramo strateško nadgrajevati. Super, omenili ste v bistvu obdobje od novembra do nekje februarja, ko je to hibridno obdobje, jaz temu pravim čas, ko medvedje spijo, si vzamejo čas za rehabilitacijo, ne, upam, da bomo uspelo tudi razviti rehabilitacijski turizem in podobno. Mi si bomo čas za rehabilitacijo vzeli zelo kratek, dan ali dva po prvem krogu volitev in če se uvrstite v drugi krog, vas vabim, da se oglasite pri nas še enkrat. Hvala, ker ste bili naš gost in nasvidenje. Hvala za povabilo in hvala za lepe želje. Dejansko ne da upam, ampak si želim biti še enkrat tukaj, ker je v vašem studiu zelo prijetno. No, potem pa ne glede na rezultat volitev, se vidimo v kratkem še enkrat. Hvala lepa tudi vam. Hvala vam.